Bet je danes proizvajalec barvane preje. V preteklosti seveda smo bili znani po proizvodnji spodnjega perila in kopalk. Usmerjeni smo povsem v izvoz. Izvozimo nekje 95% naše prodaje. Sodelavci prihajajo iz lokalnega okolja. To lokalno okolje obsega obe strani meje. Na današnji dan nas je v podjetju okrog 140 zaposlenih. V Beti imamo relativno visoko starostno strukturo, pravzaprav poteka menjava generacij. Od sedaj naprej bomo pa še posebej pozorni na to, da bodo poleg ustrezne strokovne izobrazbe imeli tudi kompetence za razvijanje naše trajnostne strategije. Verjamem, da smo dobra ekipa, inovativni, vztrajni, sodelujoči in da lahko danes naredimo nekaj dobrega za boljši jutri. To, kar sem ugotovila, če se hoče človek spremeniti, mora spremeniti v bistvu svoj način dela. Skozi leta nekako naši, bom rekla, tudi miselni procesi in samo delo rata avtomatizirano. Skozi akademijo sem spoznal, kako pomembno je pripraviti sebe in zaposlene za nujne spremembe, katere so potrebne za dosego ciljev v našem podjetju. Občutil sem to, da smo nekako postali v teh kriznih časih bolj povezani in da nekako rešujemo težave in probleme, ki jih imamo na način, da ne iščemo krivcev, ampak vedno iščemo rešitve. Vidimo, da smo v tej zgodbi pomembni čisto vsi. Od zaposlenih, naših družin, od verige dobaviteljev, kupcev, tudi do širše družbe. Razvojne aktivnosti našega podjetja so v zadnjem času usmerjene predvsem v razvoj inovativnih, trajnostnih produktov, s katerimi bomo vstopali na zahtevnejše trge. S tem namenom se povezujemo tudi z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tako kot tudi v tujini. Tekstilna panoga je zrela panoga, je pa tudi energetsko intenzivna panoga in tudi dejansko obremenilna za okolje. In ker se nekako zavedamo teh izzivov, smo želeli v tej smeri narediti še korak naprej. Tekom akademije smo sodelavci postali izjemno inovativni in kreativni in pa tudi drzni, saj se lotevamo razvojev in projektov, za katere pred kratkim niti nismo pomislili, da si jih upamo pričeti. Preden sem prišla v Beti, sem si predstavljala, da bom sodelovala z ekipo, ki bo skladno z panogo, v kateri deluje, precej konzervativna. Očitno sem se zmotila. Srečala sem se s številnimi posamezniki, ki imajo veliko talenta in veliko znanja. Na začetku so bili ti posamezniki kot posamezni pazdi, ki smo jih sestavljali in prestavljali. Na koncu pa smo naredili eno čudovito, veliko skupno sliko, na kateri so postavljeni cilji trajnostnega razvoja.